V osrčju vasi Podpeč pod Kraškim robom je nastala čudovita zgodba dveh predanih lastnikov, ki sta svojo vnemo in ljubeznijo do kulturne dediščine ponovno vdihnila življenje v starinsko slovensko domačijo. Predstavili smo že njun vrt, ki ga barvajo vrtnice, tokrat pa se bomo posvetili hiškama, ki sta ju obnovila in v eni od njiju ustvarila svoj novi dom. Zgodba nas vodi skozi osebne in arhitekturne presežke, ki so vzniknili iz njune odločitve, da se vrneta iz urbanega Trsta v slikovito ruralno okolje. Ne le zunaj, tudi znotraj štirih zidov se tukajle v Podpeči zgodi prava pravljica. Mešanica nostalgije in večnih spominov vklesanih, večinoma v kamen. Neva in Alfija, pozdravljena. Neva, vi ste prej živeli v Trstu. Kako to, da ste se odločili, da se vrnete nazaj v Podpeč? Torej, jaz sem živela najprej v Dekanih, potem sem spoznala njega in skupaj smo se preselili v Trst, ker je pač on živel v Trstu. In potem ves čas smo že ves čas smo hodila čez vikende na zemljo, ne, k staršem. In smo rekli, kaj če bi si mi nekaj popravili, ker imamo v Podpeču na stare bajte v kamnu, zato da bi lahko imeli, da bi se družili z nekom. Da bi imeli en prostor, kam iti za vikend, ker ne bo ven iz stanovanja in ker ne bo k staršem, ne? In zato smo začela. Ampak kdaj je bilo to pa, v kakšnem stanju je bilo tukaj, Alfijo? Kako je bilo, ko ste prvič videli to hišo? Ko smo prišli, tukaj je bil vse dosti robida. Smo dosti delali. Pred koliko časa je bilo to? Pred 25 leti, ker pred 25 leti je prišel v vas Rižanski vodovod, oziroma javni vodovod, in takrat se je bilo treba odločiti, če bomo mi ta vodovod vzeli ali ne. Alfijo je doma s Sicilije. Čeprav pred začetkom obnove njunega novega doma ni imel izkušenj z gradnjo, sta se z ženo pogumno odločila, da se lotita obnove ob pomoči ženinega očeta. Najprej so se lotili zgornje hiše, a sprva ni šlo vse zlahka. No, in kako se je potem začelo z vašimi gradbenimi podvigi? Kaj vas je pričakalo, v kakšnem stanju so bile te stavbe in kako ste se lotili, kako ste našli prave mojstre, delavce, zidarje? To je cela štorija. Saj to. To se pravi, najprej smo govorimo o tisti hiši gor, mala hiška oziroma Babalova Korvečija, ker ta družina, pri tej družini se je rekel pri Babalih. No, in to je bila moja rojstna hiša, tle, ker so moji živeli, moji starši in ono, so tle živeli. Tam gore je bil pa vedno sonik, ali pa živali so tudi imeli tam pa vozove. Ampak tiste je majhen prostor in se je odvedno klicala do Babalova Korvečija. Je pa zelo lepa, ne? Ima krasno fasado, ima pravilne oblike kamenja, sklesane. In je, v bistvu, če gledaš, je polovica hiše, pol je pa manjka, ker skozi stoletja je šla. Hiša spada je iz 15. stoletja, je ena izmed 3 najstarejših hiš v Podpeču. Slučajno veste natančen datum, kaj je to 1400? Ne, vem recimo za cerkev, vem za freske v cerkvi, 1498. In če to računamo, da mora biti tudi cerkev takrat nastala, če ne bi bilo fresk v njej. In nekako povezujem, da je tudi vas takrat nastala, lahko pa tudi že prej. Sam stolp nad nami je pa iz 11. stoletja, ampak v 15. stoletju pa dobi večji pomen, ker začnejo prihadirati Turki. Torej, sami smo začeli in Sami smo delali. Sami vse delali, sami jasno. Mišljena je bila torej adaptacija, obrnili smo se tudi na spomeniško varstvo, ker je bila hiša preniska, je bilo treba malo pol metra dvigniti, to smo vse zrisali in oni so dovolili, da smo ta 2 okna dvignili. To so bili časi in projekti, ko se je gradilo brez arhitektov in nadzornih. Kdo je torej vodil delo? Ja, jaz in njegov oče smo delali skupaj, smo vse naredili. Ona je tudi pomagala, dosti, tudi ona. Ideje so Neva, njegove ideje. Mi smo delali, dosti. Vsak dan smo... En dela, en komandira. Ne, to je bilo tako. Jaz vedno pravim, da slog je moč. In če se začnemo pogovarjati, kdo bo zdaj tle kaj ukazal, a boš ti, ki si ženska, ali si ti, ki moraš, ker si moški, tlo nima smisla. Smisel ima samo, če se lahko dopolnjujemo. Spravi, jaz brez vas ne morem, vi brez mene ne morete.
To je to. Oni bi delali iz cementa, jaz nisem hotela. Tle ni cementa, tle je kamen, je les, je kakšen železa in to je vse. Družina je pravzaprav stičišče kultur in običajev, zato ni presenetljivo, da se je v njihovem domu nabralo veliko predmetov in spominov z vseh koncev sveta, največ pa z Balkana in Italije. In Neva, v kakšni kuhnici sva zdajle? To je naša kuhnja, ki je služila vikendo, ampak stvari notri so vseh koncev krajev. Od naših, dotle gor konkretno imaš vso posodo, ki je imela nona Venera, se pravi Eifeltova mati, za poroko, ko je ona se poročila. To je bila njena garnitura posode za življenje. Kako lepo, prav Sicilija. To je vse Sicilije prišlo, ja. To je indijsko, ampak važna je ta žena notri, ta nona, vidiš? To je moja nona Marija. Mama od očeta, ona je bila gospodinja na tej domačiji, imela je 10 otrok in zadnji bi moj oče. Ampak zaradi nje sem se jaz verjetno vrnila Podpič, ker sem rasla z njo in živela 30 let z njo. Moj sin se je rodil, ona je umrla, stoletje imela. Ona je bila polna zgodb, polna vsega in zato smo tle. Dom Neve in Alfija pa je v drugi hiši, prav tako kamniti in obnovljeni z enako ljubeznijo do tradicije kot gornja hiška, ki je namenjena gostom. Kakšna je zgodba te hiše oziroma tega zdajšnjega videza? To je čisto druga zgodba, ker ono je bil vse reklo senik, brez strehe, ta je pa stala vsa tudi s streho, ampak nismo vedeli, kaj, nismo hoteli to delati, ker ne rabimo, imamo druge, imamo pri starših hišo za jutri, ne. Ma pa on je ustrajal, ne, ma kaj pa če vsi bi naredili nekaj svojega, ne, Alfijo. In njemu je bila blazno. Tukaj mi je všeč, rekel, zakaj ne pripravimo to, pridemo tukaj živeti. Ko smo bili na koncu tiste hiše gor, ko je bilo že vse pod streho, plošče, vse narejeno, ker sem bila povezana s spomeniškim varstvom, je gospa iz spomeniškega varstva predlagala 2 zidarja, ki so delali z spomeniško varstvo Piran, in to je bila sreča, oziroma to ni bil slučaj, to je čisto tako je prišlo, da sta ona pol na koncu fugirala in je bila na koncu kot ena bela konfeta. Potem vse ostalo se je pa delalo naknadno, ker tam ni bilo nič, tam ni bilo ni stopnic, ni bilo nič od nič, sama robida, nobenega zida. Vsi zidi, podporni, od zadaj, dol, gor, vse je bilo delano na roko, to smo delali sami. Hišo obdaja ogrlica pisanega cvetja. Na Borjaču razprostira svojo senčno krošnjo 100-letna murva, a lastnika le malokdaj sedita pod njo. Zdaj pa eno zelo tako resno vprašanje. A sta vidva končala s svojimi projekti? Je pa in so nisi. Upam, da ja. Velike projekte, sigurno, velike. Ja, končala smo že pred, recimo, vsa dvorišča, vse te peči in vse te vrtovi, to smo že zdavnaj končala. Zdi se, da nikoli ne boste končala? Parkingov ne rabimo, več smo končala, garaže smo naredili. Zdaj pa sem to vzdrževati, ampak meni pol rata dohcet in pol delam še kaj drugega, ne.